Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili o ključkih. Glejte, končno jih imam. Kristalni prehod v novo dobo. Z Matejo Bobek, to je ena krasna dušica, sva naredili posnetek, skoraj 3 ure dolg posnetek na ključku, kristalni prehod v novo dobo. In vam bom zdaj, jaz imam tukaj zraven računalnik, majčkeno zavrtela, kaj je tukaj gor. No, v glavnem, en od teh posnetkov je zvočna kopel. 15-minutna kristalna zvočna kopel. In preden grem naprej na vsebine ključka, vam želim razložiti, kaj sploh dela v našem telesu zvok. Ker dejstvo je, da zvok, vemo, da zvok očiščuje. Ampak bolj pomembno kot to je frekvenca zvoka. Samo za trenutek vam bom dala majčkeno glasneje, da slišite kristalno liro. Slišite? No, v glavnem. Kristalna lira je uglašena na frekvenco 432 Hz. In to je naravna frekvenca naših celic, naravna frekvenca narave, ptic, kitov, delfinov. In to je frekvenca, ki vnaša čisto harmonijo v našo dušo in ki vpliva na razstrupljanje na celični bazi. In tisti, ki hodite na zvočno kopel, veste, kako se po zvočni kopeli počutite. No, dejansko, zdaj tukaj na ključku gor imate zvočno kopel, tako da jo lahko uporabljate vsak dan. In zvok, ta zvočna kopel ostane v celicah celo 48 ur in pospešuje razstrupljanje telesa. Zdaj pa druga zadeva. Vsa ostala glasba je pa uglašena na 440 Hz. Zdaj pa kaj to pomeni za nas, laike? 440 Hz so v nacistični Nemčiji predlagali leta 1939, v prejšnjem stoletju, da so se inštrumenti uglasili na to frekvenco. V Franciji je protestiralo preko 20.000 glasbenikov proti tej frekvenci, ker glejte, znana dela, kot je Mozart, Bach, Verdi, to so melodije, ki ti božajo dušo, in tisti, ki imate radi to glasbo, veste, kako je, kot ti duša poje. No, v glavnem, današnji orkestri, tudi glasbila, so uglašena na 440 Hz. To pa pomeni, da je to frekvenca, ki spodbuja delovanje leve polovice možganov, ki je v povezavi z logičnim. Desna polovica je povezava s srčnim delom, z intuicijo, medtem ko leva polovica možganov je z logičnim, s tem egom. V glavnem, nekje sem prebrala, da je to v bistvu sistem, kako spodbujati v ljudeh delovanje ega, se pravi, da tega uma, da se izklopimo stran od naših čustev, stran od občutja. Zato, glejte, je tako pomembno, da čim večkrat gremo v naravo, da sami gremo na zvočno kopel in poslušamo vodo, ali pa da gremo v gozd in poslušamo gozd. In kristalne posode, kristalna lira, ima prav to frekvenco 432, ki pomeni čisto harmonijo naših celic. No, zdaj pa kaj sva naprej naredili? Posneli sva prehod v novo dobo, se pravi, prva zadeva v prvi osebi. V prvi osebi, se pravi, ko si jaz ponavljam, jaz zmorem, verjamem v svoje zdravilne sposobnosti, verjamem v to, da mi lahko uspe. In zdaj pa še naslednja zadeva. Če si to date med spanjem, a veste, kaj to pomeni? To pomeni direktno reprogramiranje čez noč. No, in tukaj gor na ključku imate posnetek, lahko ga date na računalnik, lahko ga prenesete na vaš telefon in si enostavno poslušate, si date na avtomatično predvajanje in imate programiranje v spanju. O teh frekvencah vam povem majčkeno kasneje, ampak kar je najbolj pomemben, poglejte, ko vi ponavljate, vemo, da recimo, jaz želim shujšati, se postavim pred ogledalo in si ponavljam, vitka sem,
Mi reče nekdo noter v glavi, a daj no, poglej se v špegel, a ne vidiš svojih šlaufov. Dejstvo je, da na ta način ne pridem nikamor, da si samo ponavljam nekaj, v kar ne verjamem. No, dejstvo je, da tega stražarja, ki nam govori, daj no, poglej se v špegel, ga je treba utišati. In utišanje 5 minut pred spanjem, v času našega spanja in takrat, ko se prebujamo. In takrat, če damo neke pozitivne posnetke, dejansko vplivamo direktno na reprogramiranje svoje podzavesti. No, jaz sem to pred parimi leti preizkusila na sebi in sem si posnela sama sebe na telefon in sem par minut pred spanjem poslušala vse tisto, kar jaz želim doseči v svojem življenju. In ne boste verjeli, stvar deluje. No, zdaj so pa midve z Matejo posneli pa vsega skupaj 3 ure posnetka in dejansko vi lahko to poslušate. Zdaj prva je uro pa pol v prvi osebi, potem je pa še uro pa pol v tretji osebi. Poglejte, da vam nekdo reče, lepa si, zaupaj v sebe, verjemi v sebe. Mogoče mnogi niste tega slišali v svoji mladosti in mnogi ste poslušali, s tebe nič ne bo ti ratal, ker pomislili, le k temu ni uspel, drž se varne službe, bo tiho in tako naprej. In kdor je celo mladost poslušal te programe, je njegova zavest polna tega, joj, bolj da se držim varnosti, bolj da nič ne naredim. Ta strah je programiran v njegove celice ali pa njene. No, še ena stvar. Ta ključek je posnet v ženski obliki. Tako da, ker na koncu, glejte, kdo so moje stranke, kdo ste moje stranke, po večini ženske. In zato sem posnela to za ženske, ker, veste, s tem vam bom pomagala, da boste lažje zgradile svojo samopodobo, da boste lažje počistile vse tisto, kar ne rabite v svoji zavesti. No, zdaj pa pojdimo majčkeno naprej na naše frekvence in sicer na alfa, beta, deta pa delta valovno dolžino in to so valovne dolžine, ki so pomembne. Recimo, zdaj, ko to poslušate, smo vsi v beta stanju. To je budno stanje, kjer nam pač, ko sprejemamo neke informacije. No, glede na to, da smo že določene, včasih mi rečejo ljudje, veš, tvoji posnetki me uspavajo. Rekla, ojoj, to je žalostno. Ampak dejansko mogoče vplivajo pa na alfa stanje. Alfa stanje je pa stanje sproščanja. In ko si ti v sproščenem stanju, to je tako kot meditacija ali pa takrat, ko si umirjen, ko nekaj zelo umirjenega delaš, takrat smo v alfa stanju. In alfa stanje je že povezano z reprogramiranjem naše podzavesti. Potem je pa še teta, pa delta stanje. No, v tem stanju smo takrat, ko spimo in takrat, če si predvajamo ta posnetek, kristalni prehod v novo dobo, dejansko direktno reprogramiramo našo podzavest. Zdaj vam pa preberem nekaj sporočil iz kart prehod v novo dobo in zraven bom dala tele kristalne zvoke. Ali pa mogoče celo dam, čakajte, bom dala še tole, da vam pokažem, kako izgledajo te zadeve. USB ključek, kristalni prehod, takole, kristalni prehod v novo dobo. No, da vam dam večkrat glasnej. Umiri se. Ko si mirna in v svojem srcu, slišiš Božji glas. Presoja v jeziku strahu in obsojanja. Srce govori v tonu ljubezni. Zaupaj. Tvoje srce vedno ve, kje je prava pot. Zaupaj notranjemu vodstvu, ki ga slišiš. Upaj si slediti svojemu srcu. Vse vesoljne sile te podpirajo. Zaupaj. No, in to je karta 22, Božji glas.
In zdaj, če preberem še kakšno sporočilo, v glavnem, glejte, ko poslušaš pozitivne afirmacije, to gre direktno v vašo podzavest. Da si pa zraven še ponavljate nekaj ali pa pol recimo v budnem stanju, recimo, zdaj je prišla nova moč. Zavedam se lastne moči, prepuščam se božanskemu vodstvu. No in to seveda je posneto v zvokih kristalne lire. No, lejte, čas je, da naredim korak naprej. Dovolj je bilo zavlačevanja. Strah me zadržuje v nezadovoljstvu. Dovoljujem si občutiti svojo moč. Zmorem. Delujem tako, kot sem vodena. Prepuščam se božanskemu vodstvu. Še eno sporočilo. V glavnem, to lahko dobite zdaj kristalni prehod v novo dobo. Spodaj bom dala povezavo, ki lahko naročite. Jaz sem res navdušena nad tem projektom in ko, recimo, tako kot so te karte nastale s skupnim sodelovanjem s Katarino Vidmar in jaz, je nastalo res nekaj krasnega. No, ravno tako pa tale kristalni prehod v novo dobo, skupno sodelovanje Mateje in mene in je nastal ključek in glejte, ko združimo svoje moči, takrat se vse zgodi. In ko dva ali pa dve osebi sodelujeta z namenom, da ustvarita nekaj čudovitega, bo zmerom nastalo nekaj zelo, zelo lepega. Prijateljstvo sem dobila, brezpogojno sprejemam in se iskreno povezujem z ljudmi. No, to je karta 76, še to vam preberem. Dovoljujem, da v moje življenje prihajajo ljudje, ki me sprejemajo in podpirajo. Brez slabe vesti lahko prosim za pomoč. Ponos mi samo škodi. V ljudeh iščem svetlobo. Hvaležna sem za prijatelje, ki me spremljajo na poti življenja. No in naj bo to danes to sporočilo za vas. Lejte, bodite hvaležni. Hvaležnost dviga vibracijo, hvaležnost dviga imunski sistem, hvaležnost vpliva na to, da odpre vrata tam, kjer mogoče zgleda vse neprehodno. In boste videli, ko dvignete svojo vibracijo, se vse zgodi v vašem življenju. V bistvu se začnejo dogajati čudeži. Tako da uživajte, imejte se radi in delajte na sebi, boste videli, življenje vas bo vedno podprlo.